Danes je 10. december, dan človekovih pravic, torej tistih pravic, ki ne bi smeli biti nikoli morda teptane. Žal pa smo danes po svetu, pa tudi v Sloveniji, še vedno priča kršenju človekovih pravic in s tem poseganju v človekovo integriteto in dostojanstvo. Vendar pa je tisto, kar mene v tem trenutku, pa tudi Slovensko demokratsko stranko najbolj skrbi, je to, da se nevarno znižujejo demokratični standardi, ki so bili v preteklosti le stežka vzpostavljeni. Zakaj to govorim? Predvsem v luči zadnjih dogodkov. Zadnje poteze predsednika države, kot je podelitev agremaja za veleposlanika v Sloveniji gospodu Doku Zavgajevu, za katerega vemo, da je simbol kršenja človekovih pravic, pa tudi človek, ki je pravzaprav sokriv za zločine nad lastnim narodom v Čečeniji, potem odlikovanje nekdanjega šefa UDBE, gospoda Tomaža Ertla, in to ravno na dan, ko se spominjamo začetkov demokratizacije v Sloveniji. To so vsekakor poteze predsednika države, ki so problematične in so tudi skregane z vsako neko naravno, humano logiko demokratičnih standardov in spoštovanja človekovih pravic. Po našem mnenju gre za skrajno sporne odločitve, ki terjajo, če ne drugega, vsaj pojasnila strani predsednika države, zakaj je tako ravnal, zakaj se je tako odločil, kajti s takšnimi odločitvami legitimiramo in opravičujemo početje ljudi, ki so se v preteklosti preprosto požvižgali na spoštovanje človekovih pravic in pa tudi na pravno državo. In moramo se zavedati, da predsednik države ni kdorkoli. Predsednik države je človek, ki ima izjemno pomembno in močno funkcijo v državi. To je človek, ki pravzaprav podaja oziroma pomembno vpliva na javno mnenje. In zato se od predsednika države vsekakor pričakuje tehten razmislek pri tako pomembnih odločitvah. Sploh, če so to odločitve, ki v javnosti pri Slovencih vzbujajo zelo močne, mešane občutke, predvsem pa velika nasprotovanja in pa tudi pomisleke in dileme. In zato se moramo o teh stvareh tudi spraševati. Moram reči, kar smo že v Slovenski demokratski stranki enkrat sicer že povedali, pa bi rada še enkrat poudarila, nihče ne odvzema določenih zaslug gospodu Ertlu v nekem trenutku. Govorim seveda o akciji Sever, ampak tudi še v tej akciji Sever moramo biti precizni in vedeti, da je bil gospod Ertl samo izvrševalec nekih političnih navodil. Vendar pa je pri takšnih odlikovanjih, ki so izjemno pomembna in so še posebej občutljiva, seveda potrebno gledati svoje odločitve celostno. Zato se je poslanska skupina Slovenske demokratske stranke tudi odločila, da bo vložila zahtevo za sklic nujne seje Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti, da seveda govorimo o tem skrajno spornem imenovanju oziroma odlikovanju predsednika države dr. Danila Türka. Vsi vemo, da se je pri nas proces demokratizacije in s tem tudi odnos do spoštovanja človekovih pravic začel vzpostavljati šele z novo državo. Vzpostavljen je bil nek nivo demokratičnih standardov, ki so Slovenijo začenjali postavljati ob bok evropskim državam. Danes pa se bojim, da se od teh standardov bistveno oddaljujemo. Opozorila bi rada predvsem na to, da je današnje stanje na področju človekovih pravic, predvsem pa, ko govorimo o spoštovanju človeškega dostojanstva, na veliki preizkušnji. Kajti trend, ki ga zaznavamo v Slovenski demokratski stranki, gre v očitni smeri vračanja v neko stanje pred letom 1991, ko je bil vzpostavljen enostrankarski, enopartijski sistem enoumja, ki je potem posledično seveda vodil v kršenje oziroma v različne oblike kršenja človekovih pravic. Seveda tega ne govorim kar tako na pamet, že enkrat sem že opozarjala na te stvari, pa bi želela še enkrat, kakšno stvar je očitno treba večkrat ponoviti. Danes praktično vse funkcije v državi, skoraj da brez izjeme, so pod okriljem
leve politične opcije, kar pa po mojem mnenju ni dobro niti za prihodnost te države, niti za njen razvoj, predvsem pa to ni dobro za pluralnost družbe in za spektr različnih razmišljanj. In seveda tukaj se lahko vsekakor vleče neka vzporednica oziroma paralela z prejšnjim režimom. Bi se pa rada naslonila še na nekaj. Paleta kršenja človekovih pravic v zadnjem letu je precej široka. Tako se je v zadnjem letu zelo povečala brezposelnost, kar je pripeljalo tudi do hudih socialnih stisk posameznikov, ki ne morejo skrbeti niti za osnovno preživetje svojih družin. V tem času, moram povedati, se je zelo povečal tudi mobbing oziroma šikaniranje in pritiski na zaposlene na različnih delovnih področjih. To sama opažam tudi pri povečanju števila vlog na komisijo za peticije. Torej, smo v situaciji, ko brezposelnost narašča in strokovnjaki pravijo, da se bo še povečevala, standard na drugi strani pada, socialna situacija je zelo resna in velika kršitev človekovih pravic je, da vlada ne zna zagotoviti človeku dostojnega življenja. To je velika kršitev človekovih pravic. Opazno se tudi širita strah in nelagodje med zaposlenimi zaradi grobih kadrovskih posegov vladajoče koalicije, ki deluje še vedno predvsem po načelu oziroma principu naši, vaši, se pravi po političnih parametrih, ne pa toliko po strokovnih. To vsekakor ni klima, v kateri bi ljudje lahko normalno in učinkovito delali. Sploh, če še vemo, da gospodarsko-socialna situacija ni rožnata. Po vsem tem je očitno, da se je standard in raven varovanja človekovih pravic v Sloveniji močno znižal. Edino, kjer Slovenija v času vlade Boruta Pahorja beleži porast, je porast števila brezposelnih. Na mnogih mednarodnih lestvicah, kot je na primer indeks svobode tiska, pa indeks koruptivnosti mednarodne organizacije Transparency International, je Slovenija v letu 2009 močno nazadovala. Žal, to je podatek, ki mu moramo pogledati iskreno v oči, tako na področju korupcije, kot na področju svobode tiska je Slovenija v letu 2009 nazadovala. In to je zaskrbljujoče in tudi skrb vzbujajoče. Tako da jaz menim, da je potrebno še marsikaj storiti na področju tako imenovane pravne države in pa spoštovanja človekovih pravic, da bomo naslednje leto lahko rekli, da smo zabeležili boljše rezultate.